sistem izobraževanja nadaljavo je na GEI nastajal že v začetku 90-ih let, pa smo ga malo razvijali, pa smo ga spet malo opustili, no in nekje v letošnjem letu smo rekli, da bi se na fakulteti spet močneje začelo razvijati, tako da konec študijskega leta, oziroma ko boste šli v drug letnik, bi večino vsebin že mogli biti digitalno podprtih in pričakujemo tudi, da bi imeli veliko vsebin v videotehniki. Se pravi, mi bomo probali čez let veliko predmetov posnet, nekatere imamo že posnete, tako da so že primerni za gledanje, niso še objavljeni, ker jih še imamo določene stvari, ki jih pripravljamo. Tako da boste imeli študenti kot paralelno možnost spremljavo predavanj v neki skrajšani verziji tudi v videotehniki. Se pravi, če kakšno osnov ne boste čisto razumeli, si boste lahko posamezne detajle ogledali v videotehniki. Kot osnova, ki jo bomo najprej omogočili. Prvo bomo omogočili, da boste imeli gor čim več gradiv. Za nekatere predmete kmalu, za nekatere nekoliko kasneje. Prvi predmeti, ki se bojo v ta e-sistem vključevali, so izbirni predmeti. Recimo, moj predmet tržne strategije je že kompletno digitaliziran, so pa predmeti kolegi, ki počasi vstopajo v ta svet. Se pravi, bomo gor imeli vedno več predmetov. In seveda se ne neha in ne začne na gradivih. Mi vemo, da preko interneta ali pa spleta imamo dostop do vrste vsebin, ki so tudi gor. Internetne strani številnih firm. Gor so številni posnetki na YouTube, se pravi, ki jih mi lahko vključujemo v same vsebine. Potem so gor internetne knjižnice. Kot primer, recimo, ko sem jaz pisal doktorsko dizertacijo, sem praktično vse gradiva, ki sem jih uporabil, dobil preko spleta. Se pravi, vloga klasične knjižnice se spreminja. Vedno pomembnejši je splet. Zato splet kot tak mora biti avtomatsko inkorporiran v naše delo. In na spletu mi kombiniramo gradiva, ki jih mi sestavljamo, ki so naša avtorska dela ali pa intelektualna lastnina, in dela, ki so na spletu na tak ali drugačen način objavljeni. Na ta način vi lahko rešujete ali praktične komercialne zadeve, kot so vezane na seminarske ali projektne naloge, ali pa teoretične probleme. Študij pri nas poteka tudi daljnoročno, daljnosežno. Planiramo, da bomo imeli kombinacijo klasičnega in pa e-študija. Klasičen študij je pač ta, da sedimo skupaj, da imamo možnosti klepeta, da imamo možnost neposredne izmenjave mnenj. In pa e-študija, ki pomeni, da imamo na razpolago to bazo ali pa te neskončne baze, kot jih e-študij omogoča. Če gledamo naprej, ta kombinacija, po moje, rojeva res dobre sodelove. Se pravi, naša ideja je, da vas postavimo v neko študijsko okolje. Se pravi, v študijsko okolje, in ker ste notar ujeti, vam drugega, ker da naredite projekte uspešne, ni izbire. Se pravi, to je naša želja, kjer se kombinirajo vsi ti mediji, ki so danes na razpolago. Se pravi, od YouTubea, Twitterja, Facebooka, e-učilnice in pa seveda vseh klasičnih oblik, ki jih mi tradicionalno obvladamo. Ta konglomerat vsega mi skušamo ujeti v neko učeče okolje, kjer pa poskušamo kasneje definirati jasne učne cilje, kaj pričakujemo, da vi na koncu znate, skratka, da se ne izgubite v neskončni zbirki podatkov preko spleta. Se pravi, je treba jasno definirati cilje, se pravi, naš cilj je, da se naučimo to, da naredimo tako projektno nalogo in da zadovoljimo nek sistem evalvacije znanja, ki je potrebno za izpit.
In kako bo to teklo, seveda, da obstaja neka podpora. Ta podpora zahteva tako softversko, kot pa personalno ekipo, ki vas bo usmerjala skozi študijski proces. Sistem je naravnan tako, da poleg tega učenja, ki jaz rečem v takem primeru, je v veliki meri je to skrito učenje, se pravi, naj udeleženec preveč ne trpi z memoriranjem podatkov, ampak naj razume procese, kako hitro do podatkov jih združiti v eno kakovostno, dokaj inovativno obliko in kot tako posredovati naprej. Zelo pomembno pa tam je povezovanje med različnimi osebami, med študentom in predavatelji, med študenti in podjetniki, ne nazadnje tudi med študenti različnih kultur. No, internet omogoča tudi raziskovanje, se pravi pregledovanje, sortiranje, analizo in ne nazadnje izdelavo zaključkov na gori podatkov, ki so dosegljivi. Zdaj, seveda ta študij ima tudi prednosti. Kaj so prednosti? 24/7, se pravi, kaj to pomeni? 24 ur na dan, 7 dni na teden, se pravi, stalna je naša dosegljivost. Se pravi, naslednja stvar, ki je zelo fajn, da če kdo kdaj manjka, lahko to snov nadoknadi. Pri tem, da smatramo, da je interakcija med slušatelji in predavatelji toliko velika, toliko pomembna dodana vrednost, da tega itak nikomor ne predlagamo. Naslednja stvar, ki je zelo pomembna pri e-podpori, je, da hitrost lahko prilagajate sebi. Sprav pri predavanjih lahko nekdo reče, jaz pa to komi sledim. Tist konc sploh ne vem, zakaj se je šlo, ker sem bil na predavanjih že preveč utrujen. V tem primeru imate odzad neko zaledje, kjer lahko to snov dodatno proučite. No, potem so vsa gradiva, ki si jih lahko naložite na svoje naprave in jih potem nosite s sabo, lahko jih arhivirate, lahko jih predelujete, lahko jih dodelujete. Omogoča se komunikacija. Zdaj, jaz sem bil zdaj z enim kolegom, kjer aktivno vključuje v predavanja tudi Twitter, recimo tega jaz še nisem probal. Skratka, se vse te načini komunikacije se lahko vključujejo tudi v študijski proces. Zdaj, e-college kot tak je, gor je že par izbirnih predmetov in pa imamo v tem sistemu pelane programe, ki potekajo v okviru Centra višjih šol, e-college. No, žal je tako, da se posod gre znov s geslom. No, takole izgleda ta naš portal. Načeloma je sestavljen iz 4 delov. En del predstavlja oglasna deska. Skratka, to so te hitre informacije. Če je informacij več kot 4, jih študenti morajo gledati na informacijsko točko, na obvestilo. Če so gor, vidijo, da so to praktično vse, je gor. Tukaj je vstop do gradiv, oziroma do e-učilnice. Bom pojasnil, zakaj se gre. In pa za vsak predmet imamo takole objavljeno forum in študenti lahko predavatelju postavljajo vprašanja oziroma predavatelj preko foruma posreduje informacije ali pa obvešča študentov o tem, kaj in kako je treba delati. No, forum kot tak načeloma poznate, če rečemo, zanima me nekaj za opis,
tem, ko jaz tole kliknem, se mi gore izpišejo vsi in če vas nekaj zanima, seveda odgovori in potem noter napišete, kar pač vas stiguje in seveda kako hočete preveriti zadeva naprej. Zdaj, ko gledamo pa samo postavitev predmetov, tole je malo bolj bogata zadeva, ki gre za, jaz sem tam na Centru višjih šol vlogi ravnatelja in imam pač vse, kar se tam dogaja, je meni v očeh, zato je malo več drugač, na vaši strani bojo gor informacije, ki so vezane na študentsko delo oziroma na študentski svet, kjer so gor ta strokovna srečanja ali podjetniški večeri z temi podjetniki, gor je knjižnica, se pravi so določene knjižnica, če pokažem malo, kaj je gor. Na knjižnici imamo internetne povezave do pač določenih internetnih spletnih mest, kjer lahko pa brskate zakonodajo, ustavo, statistiko, kjer so gor dostopi do revij, kjer so gor dostopi do recimo diplomskih del, ki so objavljene na poslovni fakulteti v Mariboru, na fakulteti za organizacijske vede ali pa na ekonomski fakulteti, Center višjih šol, manjka še fakulteta Geakolica. Tukaj imajo študenti neposredne dostope do vseh teh baz podatkov in če greste gor, se lepo odpre stran, malo je treba naložiti, koliko je posod. No in ko se tole naloži, vidite gor vse, recimo gor je na 600 diplomskih del in lahko gledate glede na temo, glede na avtorje, glede na karkoli, lahko gledate, kaj je bilo gor objavljeno. S tem imate dostop kar do precej potencijalnih virov, ki vam bojo v pomoč pri vašem študiju. Nazaj se vedno vrnemo prek pregledne strani. Mogoče bi pokazal še en predmet, kako izgleda. In sicer recimo podjetništvo, ker že to študiramo, tako. Začne se z eno tako splošno informacijo o predmetu, sledi predstavitev, kjeri predavatelji nastopajo, no tukaj nas je kar nekaj, ker tale študij poteka le na 3 lokacijah, Obala, se pravi Koper, Ptuj in Ljubljana, se pravi imamo kar nekaj pomoči, da se tele sistem ocenjevanja znanja, napotki za izdelavo seminarske in pa način dela in program srečanj, kjer je praktično vse, kolikrat se dobimo, kaj bo na kakšnemu srečanju, kaj je treba do takrat narediti. Prav, to je kar. No in če pogledam še posamezno temo, takole je, pogledajte, takole vi vidite tole zadevo, se pravi, kaj se je treba naučiti, potem je nekaj teorije, potem je gor učbenik, se pravi, je pripadajoče gradivo, potem so neki primeri, potem je tukaj za priprava poslovnega načrta, lahko je gor tudi vstopne točke vem, kako se firma neposredno registrira, se pravi, imate že te podatke gor, lahko imate video, se pravi, imamo tudi določene videotehnike gor in potem še kakšno tako vprašanje, kdo je podjetnik, sanjač, ki verjame, da bo zaslužil veliko denarja, ali pa ta druga definicija, kjera je prav? Prva. Vidimo, kaj bo računalnik povedal. Ups! Ja, malo bo treba še študirati.